Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o energijah. Ja, veste kaj, mene te zadeve res zanimajo in verjamem, da vas tudi, ker verjamemo to, da pač naša duša je na potovanju, da se uči, da dejansko preko tega, kje imamo določene bolečine, spoznavamo, kaj imamo za oddati, predelati, narediti. Recimo, kako telo sporoča, da imamo nekaj za predelati? Prva zadeva, če vas pogosto boli glava, glava pomeni, da imate preobremenjene misli, da ste na hiperobratih, da enostavno ne morete izprešti in da se vam ves čas dogaja nekaj v glavi, pač ne morete spustiti. Kje je rešitev? Rešitev je v tem, da vsak dan zavestno spuščate in predvsem, da si vzamete čas za meditacijo. Ena od boljših meditacij je vsekakor meditacija Twin Hearts, ki jo najdete, Pranic Healing. V glavnem, dejstvo je, da meditacija Twin Hearts je taka, da enkrat jo bom posnela. Enkrat sem jo že posnela, pa sem jo morala odstraniti zaradi tega, ker sem kršila pravila Pranic Healinga, ampak kakorkoli, v glavnem gre se za to, da aktiviraš srčno čakro in s tem, da osredotočaš, da daješ pozornost na nekaj, kar je srečnega v tvojem življenju. Prav pozornost srečnim dogodkom. Potem druga, da pa aktiviramo kronsko čakro, je pa potrebno, da usmerimo spomine na nekaj, ko smo mogoče z družino doživljali nekaj srečnega, nek srečen spomin, ker v bistvu to dvoje, ko mi aktiviramo srčno čakro in ko se poveže to s kronsko čakro, se vzpostavi širša vez s stvarstvom. No, to vam pa zdaj naprej želim pokazati. Poveča se zlati pramen. To je človek, to je njegovo energijsko polje. Jaz mislim, da je tukaj noter smo mi kot v eni žogici. Potem smo pa povezani s svojim višjim jazom oziroma s Kristusom oziroma svojo dušo. No, in tukaj preko tega smo povezani s stvarnikom. No, in zdaj, če gledamo, da je ta povezava, glejte, ko sem delala tečaje energijskega zdravljenja, bolj kot smo si ponavljali, to smo delali vaje, da smo merili to širino povezave. Recimo, bolj kot si v zaupanju, bolj kot verjameš, bolj kot potrjuješ, zaupam, vodstvo je tukaj, zaupam v Božjo previdnost, zaupam v vodstvo moje duše, bolj se vzpostavlja širok pas. In bolj kot razmišljamo, za vse sem sama, nihče mi ne pomaga, ločena sem od vseh, nihče me ne mara, bolj se ta plamen oža in dejansko je prišlo do tega, da ga tudi zmeriti nismo mogli. Dejansko se prekine na dotok, no, zmanjša dotok. Če bi se prekinil dotok, pomeni, te Božje svetlobe, da bi umrli. Pač umremo, ne? Ampak vemo pa, da se kdaj počutimo, kot da smo živi mrtveci, da nimamo življenjske energije, enostavno nimamo pospeška. In to pomeni, da smo močno ločeni od tega vira. No, zdaj pa kako to povečati. Zdaj, ko zaključujem knjigo, toliko sem vesela, zaključujem knjigo in sem zdaj že res čist pri koncu, sem ravno včeraj razmišljala o tem, kako je bilo, obstaja en tečaj pri Pranic Healingu in sicer povezava z višjim jazom, nekaj takega. V glavnem postaja doseganje enosti z višjim jazom. No, in ko je bil ta tečaj, smo imeli meditacijo, modri plamen, se pravi blue pearl, pomeni plavi biser, ki je povezan to je meditacija, ki aktivira hipofizo oziroma epifizo. Epifiza je v bistvu povezana s tem kundalini energijo po naši hrbtenici. No, in ko delamo to vodeno meditacijo, Master Hector, ta, ki je vodil vse te tečaje, na koncu pravi, da če kdo želi deliti izkušnjo, no, in ena gospa je rekla, da je pač videla, da v meditaciji tega mojstra, Master Choco Sui, se pravi, ta, ki je ustanovil Pranic Healing, in jaz pravim, ja, jaz sem pa tudi videla eno od prejšnjih življenj.
In sicer sem videla eno od prejšnjih življenj, ko sem plesala na svoji poroki, točno vem, in v tistem življenju se mi je ogromno energije zataknilo. V tistem življenju sem ostala sama z otroki, v tistem življenju mi je umrla hčerka, v tistem življenju sem bila posiljena. Dejstvo je, da sem vse te ljudi zdaj srečala v tem življenju. Točno vem, kdo je bil ta, ki me je posilil, a vam povem. Nekdo je bil večkrat, da me je poklical, je rekel, veš, jaz bi rabo to pa to pa to, in v bistvu brez slabe vesti je pobral informacije, moj čas in tako naprej. In ko sem mu ta zadnjič rekla, sem rekla, veš, najin odnos je neuravnotežen. Ti samo prideš in vzameš, brez da bi me vprašal, sem jaz v redu s tem. In sem mu rekla, veš, lahko se midva zmenva, lahko seveda ti pomagam pri tvojih težavah, ampak ura svetovanja stane pri meni toliko. A mislite, da je poklical? Ne. Zato, ker on bi jemal zastona, ne? No in v glavnem, to je ista duša, ki se poznava takrat, ko me je posilil. V glavnem, v tistem življenju sem ostala sama z otroki in mož, ki me je v tistem življenju zapustil, šel je v borbo za domovino, v tem življenju sicer nimava stikov, dela za vlado, spoznala sem ga na eni od delavnic in v glavnem, on ima tudi neko šolo za predelati v svojem življenju, ker ima grozen strah pred tem, da če bo odšel, se bo njegovi družini nekaj zgodilo, strašnega zgodilo. Ker v tistem življenju se je dejansko, glejte, otrok je umrl, njega so ubili, enostavno, vse je šlo, ta srečna družina v fraže. No, in tisto, kar sem jaz v tistem življenju imela za predelati, oziroma kar se mi je zataknila moja energija, je bilo obljuba sama sebi, da nikdar več ne bom sama brez moža, ker bojo meni v tem primeru umrli otroci, predvsem mi bo umrla Sara, to je ta starejša hčerka. In od nikoder sem imela grozen strah, meni bo umrla Sara. A vidite, od nikoder, enostavno imela sem ga. In to samo za ta starejšo hčerko. In dejstvo je, da ko sem jaz potem te stvari ozavestila, da to sploh ni iz tega življenja, da je to iz preteklega življenja in da je to nekaj, kar imam jaz za predelati, potem so se stvari sčistile. Seveda, zdravilna molitev dekodiranja mi je močno pomagala pri tem. No, zdaj pa, če se vrnem na tečaj, doseganje enosti z višjo dušo. Master Hector takrat reče, rekel, ja, ti boš pa morala še kaj delati v tej smeri. In sem mislila, pa saj delam na sebi, saj nekaj sem pa že naredila. Ampak, ja, juhej, me je življenje samo prestavilo nazaj, zaradi tega, da sem počistila tiste zadeve, ki sem jih imela za počistiti. Najglobje zamere, najglobje občutke ločenosti, zapuščenosti, in dejstvo je, da to je moje delo zadnje 3 leta. In zdaj, ko nekako sem predelala te zadeve, čutim, da bom lahko šla naprej. No in zdaj pa naprej, da vam razložim. Ker pomembno je, da mi razumemo, da je v bistvu duša na potovanju. In da ko se učimo določene lekcije, te lekcije pač grejo ven čez celični nivo. Kaj narediti takrat, ko vidite, da se v vašem življenju dogaja, veste, ko bi prišel tornado v vaše življenje? A veste, kaj takrat naredite? Dajte večkrat si narediti slano kopel. In zanimivo, glejte, to je v tele knjigi Self-Protection, v glavnem, to je ravno tako odpravnik healinga, piše, da vzamete 2 do 3 kile soli in potem stresete noter do pol kile kave in se kopate v taki banji, v taki kopeli 15 do 20 minut. Zdaj, glede na to, da tople kopeli brez hladnih polivov niso pametne, ko zaključite vašo kopel, se obvezno morate politi po hrbtu z mrzlo vodo. Zaradi tega, ker v nasprotnem primeru povzročite pregrevanje telesa, to je pa zdaj iz knajpanja, iz teh starih zapisov župnika Knajpa, da dejansko kdor se toplo kopa brez mrzlih polivov, dejansko dela sebi škodo. No in dejstvo je, da prav za tiste, ki želijo, da se jim poveča pretok
v možgane, da imajo večjo koncentracijo, so ključni ti mrzli polivi po hrbtu. No, in to je pa iz knjige, to iz te stare knjige, se vam celo okranclano, iz leta 1887, piše tukaj noter za tiste, ki imajo težave z možgani, da bi mogli večkrat hoditi po rosi, se pravi, bo slej ko prej rosa, ne? Lahko hodite po svežem zapadlem snegu, nikakor pa ne po starem snegu, in ko se bo dal hoditi, da hodite po mrzli vodi, oziroma to se že da hoditi po mrzli vodi. Recimo greste do jezera in stopite za nekaj minut v mrzlo vodo, ali greste do vode, do reke, do potoka, se sezujete, vzamete seveda brisačo s sabo in nekaj minut pač hodite po mrzli vodi, da do meč spravite noge v mrzlo kopel, zaradi tega, ker s tem, glejte, kaj se s tem zgodi, noge so povezane s korensko čakro, ko mi noge namakamo v mrzlo vodo, se poveča pretok logično krvi, ampak predvsem iz prve čakre, iz korenske, se po hrbtenici dvigne energija v možgane in se poveča pretok energije preko možganov. No, v glavnem, to so zdaj tehnične zadeve, ne? S tem si boste pomagali, da boste sčistili ta energijski del telesa. Zdaj pa naslednja zadeva, da se poveča komunikacija z našo višjo dušo, z našimi vodniki, da se vzpostavi ta povezava, da dobimo več informacij. Je pa pomembno predvsem to, da, ja, prva stvar, kar sem jaz imela za narediti, da počistimo vse, kar je nesnage, da sistematsko gremo pogledati vse odnose, kaj občutimo, kje se je zataknila energija, kaj je treba počistiti, naše občutka, naša čustva. Naslednja zadeva pa, da začnemo meditirati. Zdaj pa ta meditacija, najbolj enostavno je, da najdete tisto, kar vam paše. Recimo Twin Hearts meditacija je sigurno ena od takih, ki je dobra. Jaz sama uporabljam zdravilno molitev dekodiranja v kombinaciji z zdravilnim kodeksom. Se pravi, ko imam težavo, zadnjič sem govorila z eno gospo in je rekla, da postane jezna na vse ljudi, oziroma je rekla, sovražim vse ljudi, ki so mahnjeni na denar. Se pravi, to je njena življenjska šola, a ne? Da v bistvu zaradi tega ji s tem sovraštvom odteka energija, in ker ji odteka energija, ji zmanjka na drugih koncih. In zdaj, če želi ona počistiti, naredi najprej zdravilno molitev dekodiranja in da prav to noter, se pravi, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s sovraštvom do vseh ljudi, ki so mahnjeni na denar. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božjo svetlobo in naslednja zadeva, potem roke v klunček in usmerja ta zdravilna središča energijo in si hkrati ponavlja, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. To je zdaj čiščenje, zdravljenje in zdaj pa naslednji korak je pa vizualizacija. Vizualizacija pa pomeni to, kar slišite, da dirja, to sta moje dve mucki. V glavnem, vizualizacija pa pol usmerjanje energije v to, kar mi želimo. Kam želim, da gre moja pot? Kako želim, da so videti moji odnosi? Kakšna občutja želim doživeti ob tem, ko bo moje življenje idealno? In predvsem, poglejte, da začnemo razmišljati, kakšno želim, da je moje življenje, se pravi, vidim cilj. Jaz sem se leta nazaj kar pošteno zamislila, bila sem na seminarju in sicer govoril je Alan Kobilica. In on je govoril o svojem projektu Vidim cilj. Vidim cilj. In jaz zaprem oči in razmišljam. Vidim cilj. In jaz ne vidim nič. In dejansko sem se zamislila, sem rekla, on je slep in on vidi cilj in jaz imam oči in vidim in ne vidim cilja. In sem potem začela ponavljati tako, ne vem, zjutraj, ko sem se prebudila, sem ponavljala, vidim cilj, vidim cilj, vidim cilj. In a veste, kaj se mi naslikalo? Pred očmi so se mi naslikala nova vrata.
In takrat, seveda, potem jaz to klopam moj in se rekel, nova vrata rabimo, Minka zmore, gremo akcija, bomo najdeli novo hišo. Ampak to ni bila naloga moje duše. Naloga moje duše, zdaj tukaj ne govorim, da je to naloga vaše duše, ampak naloga moje duše je bila, da sem izstopila iz bolnega odnosa. Zdaj, zakaj? Zato, ker ta odnos se je ciklal že kar nekaj življenj, to vam zaupam, a vam povem, zakaj sem se zaciklala tako močno. Zdaj sem končno ozavestila, kaj je bilo tisto. Zakaj? To jaz preko mišičnega testa ugotavljam. Dejansko v enem od prejšnjih življenj sem mojega bivšega moža ubila, pospravila, zastrupila. A vidite, čist preprost. Če imate mogoče vi tako grozen strah, da vas bo nekdo zastrupil, ta človek vas je že zastrupil, verjemite mi. Zato, ker spomin duše ostaja in mogoče ste s tem človekom v tem življenju, da se na en način ali osvobodite ali pa da pozdravite ta občutek obtoževanja, sovraštva in tako naprej. A veste, z nikomor se ne najdemo kar za brez veze. Z vsakim, sploh najbolj tesne vezi, so tiste, ki nas šolajo največjih lekcij. Lahko so to starši, sta starša, eno od obeh ali oba dva, lahko je partner, lahko otroci, včasih tudi zaposleni oziroma sodelavci. Pač ljudje, najbližji ljudje, tudi skršna prijateljica, nas učijo največjih lekcij našega življenja. No, in v glavnem, ko se učimo te zadeve, pa naredimo kakšno šolo v življenju. A gremo na karte, na sporočilo. Pejmo najprej pogledati, kaj sporočajo Ošotove karte Zen Tarot, kar se tiče čiščenja, zdravljenja preteklih življenj. Da vidimo. 1, 2, 3. Pretekla življenja. Ja, lejte, tale je ven prišla. Pretekla življenja. Treba jo ozavestiti, počistiti. Dovolj sprejeti. In verjemite mi, to, kar imate v tem življenju, je najboljši odtis tega, kar imate za predelati. In dejstvo je, da ko ozavestite, da ste več kot samo to telo, lažje bo, hitrejš bo šlo. Naslednja je stres, nehajte žonglirati, lejte, navidezno varnost, ampak spustite, dovolite, da se zgodi, karkoli se mora zgoditi, kar dejstvo je, da na balončku. Človek je na balončku in pleše. In naslednja pa je norec na začetku potovanja. Norci smo pa mi, veste. Norec na začetku potovanja, ko zaupa, da se bo vse uredilo, da vse bo, da enostavno spusti in gre naprej, človek na začetku novega obdobja. Zdaj smo v takem času, da je čas, da ozavestimo in pozdravimo. No, zdaj, če grem nazaj na tisto, kar sem začela, glava. Potem, kdo ima obremenjena na ramena, da ga boli vse tukaj, ima preveč naloženo na ramena. Kdor ima boleč grl, vrat, pomeni, da ima okove okrog, nekaj treba izustiti. Kogar bolijo roke, nečesa ne more spustiti. Mogoče si močno želi, da bi bil ljubljen, obet, ker roke so podaljšek srca. Kdor ima težave s komolcem, pomeni, da je obtičal. Obtičal v tem, da se oklepa nečesa, kar bi mogel že zdavnaj spustiti. Ravno tako je s koleni. Kolena ravno tako kažejo na to, da je človek obtičal in da ne zmore narediti koraka naprej. Če gledamo kolki so ravno tako povezani s tem premikom naprej, ampak še bolj, kolki so prav povezani s tem, da sploh narediš korak. No, kdor ima pa težave z križem, je vedno povezano z denarjem, s preživetjem, strahom glede preživetja. Zadnji del hrbta je povezan s tem, da tam je zadnja srčna čakra. A veste, ko nekdo reče, sem dobil nož v hrbet. Se pravi, bližnji ljudje so vam lahko v enem od življenju vas zahrbtno ubili. In tukaj je pač potrebno odpustiti in spustiti preteklost. No, zdaj pa boleči gležnji kažejo na to, da imamo ravno tako spomini na okove, da je treba ravno tako neki korak naprej narediti. Povezan je logično spet s premikom naprej
In naslednja je pa podplat. Podplat je pa direktno povezan prav stopala z temeljnem, z najbolj ključnimi zadevami. In kdor ima ves čas pekoče podplate, pomeni, da ima blokirano prvo čakro in da ima občutek, kot da se pogreza v živo blato. Dejansko je čas, da res naredi korak naprej. No, in zdaj še prehod v novo dobo, da vidimo sporočilo za vas, ki želite delati korake naprej, ki želite iti naprej. Poglejte, vaše sporočilo je zaključek poti. Krasno, smo na koncu določenega obdobja, to je bilo obdobje učenja, dovolimo, spustimo, pojdimo naprej. Naslednja je, dovoljujem, da se lepota moje duše izrazi na mojem telesu in na mojem obrazu. Ker moja bit, duša se izraža prav na lepoti. In Bog ima lepotilni salon. Bog ima lepotilni salon, samo dovolj moramo, da ta lepota steče skozi nas. In bolj kot verjamemo v to, da se lahko vedno naše telo obnovi, pomladi, da lahko postajamo vsak dan lepši, to nima veze z leti, res je povezano s tem, kaj nosimo v svoji duši. In zadnje sporočilo, očiščena sem teže preteklosti. Najhuje je za menoj, pred menoj so boljši časi, dovoljujem, da reka življenja teče svojo pot, ne želim veslati proti toku, ampak spuščam vesla in dovoljujem, da me čolni življenja odnese tja, kjer je zame in za vse vpletene najbolj poskrbljeno, tako kot je v najvišje dobro vseh nas. Tako da, uživajte, naj bo to življenje ena lepa pustolovščina in predvsem spustite vse tisto, kar vidite, da vam povzroča stres. Vem, da zdaj mislite, njej je lahko govoriti, mogoče sem pa že kakšen korak naredila v tej smeri in sem mogoče majčkeno kvalificirana, da lahko o tem govorim. Dejansko sem pustila nekoč marsikaj za sabo, ampak glejte, tukaj ne govorim, da morate na silo delati korake, zato ker sem jaz tako rekla. Ampak začnite delati v smeri tega, kam vas vodi vaša duša. In najprej počistite strah glede sprememb, strah glede preživetja. Najprej počistite to, kar vas zadržuje, in potem premik se bo sam zgodil. Zato pravim, dovolite, da odteče vse tisto, kar vam ne služi več. Dovolite, ker pogosto takrat, ko se upiramo spremembam, je tako, kot da bi veslali proti toku. In vemo, koliko energije gre v to. Tako da, uživajte, življenje je lepo in glejte, pomlad se je začela in čas za nov razcvet, za novo življenje. In glejte, čez 14 dni je velika noč in pomeni, da takrat imamo proslavljanje novega življenja. In čas je, da se začnejo boljši časi. A je to tako? Uživajte.